Dobar dan. Zdravo. Jaz sem vodja enote civilne zaščite alpinističnega dela. Občina Domžale se je, ne vem točno katerega leta se odločila, da začela civilno zaščito sestavljati svojih enot oziroma svojih društev, ki imajo kakšno znanje, ki bi ga mogoče lahko v civilni zaščiti uporabili. No in ste se spomnili tudi na nas, na alpinistični odsek. Alpinisti pač znamo, vsaj načeloma znamo nekam splezati, se znamo povrvati in delamo s tistim varovali, ki se pač trenutno v uporabi. Takrat so bile ena, zdaj so druga. In smo se mi pač te enoti priključili, 10 nas je noter, ko smo skozi aktivni. In glede na to, na njihove potrebe, kadar imamo vaje ali pa če se kaj drugega pojavi, pač mi pristopimo. Da si v tej enoti moraš biti najprej alpinist, to pomeni, da moraš priti na alpinističen odsek, v alpinističnem odseku narediti šolanje, ki traja tečajnik 1 leto, potem je pa traja še 2 leti, da postaješ starejši pa mlajši pripravnik in potem greš na izpit za alpinista. In če to opraviš, te lahko sploh vodja enote ali pa pač člani, ki se odločijo, da te povabijo. Če si sploh primeren ali pa ne, ni nujno, da vsak, ki naredi izpit za alpinista, da je primeren. Mora pač padati v skupino, mora biti kemija, da se sploh ljudje razumejo med sabo. Morajo sploh razumeti, zakaj ste kakšen vozil naredi, ne pa da se ga je napifljal. Ker da ti na pamet znaš vse postopke, kad greš za alpinista, ampak pol ne veš, zakaj si to naredil, nič prav ne pride. No in ko si pol te mi povabimo in ti damo in si z nami noter in se počasi začneš učiti. Mi imamo načeloma od 3 vaje na leto, ampak pol se to vedno izkaže, da še kaj drugega počnemo. Tako da zdaj zadnje leta, ker imamo to steno, to je zdaj že 2 leti, v poletnih mesecih za celo občino Domžale, kdorkoli pač pride, organiziramo enkrat tedensko plezanje. To pomeni, da ljudje pridejo, predvsem otroci, in imajo 2 do 3 ure, kje lahko plezajo na vrhu. In tako ponavadi tudi malo rezultira v volji pa v želji, da se priključijo v športni plezalnem odseku. Zdaj danes pa konkretno pa naša enota pomaga pa tudi, tu se traži 1 mesec. Danes pa jutri bomo pa pač na tej tekmi svetovnega pokala v lednem plezanju. Bomo od varovalcev, od postavljavcev, od varnostne ekipe, ki bo skrbela za to, da vse nemoteno poteka, da ne bojo ljudje hodili pod steno, takle se uporabljali bojo cepini, pa če dol pade, če nima čelade in tako naprej, lahko pride do poškodb. Tamle bo dol bomo imeli izolacijsko cono, tako da to delamo. Kaj še znamo? Pred leti, Ja, v požaru smo sodelovali. Je to ta? Ne, tam kako se kadi. Ono kako se kadi vzadaj. Tam je ta zgoren del zgoril in so pol tudi nas poklicali, ker je bilo treba gor na vrh dol zmetati tiste pleh, ki je ostal, ker je zelo nevaren visel. Pa so pa kasneje prišli ostali, pa so tiste dol znosili, tako da smo tudi tam pomagali. Drugače pa redno sodelujemo v teh vajah civilne zaščite, ki se skoraj na letni ravni organizirajo, če ne pa vsaj na 2 leti, v različnih vlogah, tisti, ki rabijo. Ponavadi delamo kakšne spuste iz streh, recimo tudi tukaj smo imeli že večkrat, je prišla tudi vojska, s tamle vrh smo spuščali, tukaj je bilo včasih malo drugače, pa bilo so neke ograje, ko smo lahko naredili to imenovano tirolsko žičnico, po katere smo ljudi spuščali, ali pa jih spuščamo tako dol navpično v posebnih sedežih, tako da s temi stvarmi sodelujemo. Drugače vsi člani, ker naš odsek ni velik kot društvo oziroma odsek, tudi sodelujejo v alpinistični šoli, se pravi, da pomagajo pri vodenju skupnih tur, pri organizaciji, pri treningu. To so le ljudje, ki imajo pač malo več znanja, predvsem pa imajo kilometrino. Se pa tudi ta naša tehnika vse skozi spreminja, tako da jo moramo tudi mi malo obnavljati. Občina pa po vsej tem nam pa to pomaga, da nam omogoči, da mi lahko tudi vso to opremo kupimo. Ona nam pomaga oziroma nam zagotavlja, da imamo statične vrvi, da si kupimo recimo take hlače, jakne, čelade, pasove, tisto, kar pa še enostavno rabimo, kar mi ocenimo. In tudi pač, če se pride do nove tehnike, da se, ne vem, neka osmica, ki smo imeli včasih, ki se več ne uporablja, opusti, pa se vzame nekaj drugega. Tako da z tega vidika imamo vso opremo, da potem ne delamo z nečem, kar ne poznamo.
Ta naša prednost je pač v tem, ker s te vrmi več ali manj skozi počnemo. Ne? Mi dejansko se udejstvujemo v alpinizmu celo leto. Pozimi, polet, v skali, v ledu. Zdaj tudi dry tooling se temu tako reče, se s cepini pač pleza. Tudi tukaj se skozi nekaj dela z vrvjo, skozi se dela nekaj z oponkam, izdeluje se skozi neprestano varovališča, ne? In enostavno te stvari s pridom pač izkoriščamo pri teh naših stvareh. Vaditi moramo pa tiste postopke, ki pa niso lih redni v naših rednih izvajanjih, se pravi tirolsko žičnico ali pa spuščanje. To moramo pa posebej ekstra, ker ponavadi to v hribih ne delaš. Ker to so tudi težje stvari, več stvari moraš sabo prinesti. In jaz se lahko vam tam malo opremo pokažemo, če jo slučajno zanima, ampak jo imamo tam noter, kar se dela, da ne bi bilo mokro. Nekaj malega, no. Sej statične vrvi, različne dolžine, 100 do 200 metrov, ampak bolj 100. Tisto, kar se nam počasi obnuca, uporabljamo sam za vaje. Tako da, evo, to je nekaj tako na grobo pa na hitro. To je prav imitacija ledu, ali? To zdaj drugače, ta stena je narejena iz plastike in je pač noter aluminijaste v hiše in v štartu bo sploh mišljena, da bo pač kle za pač normalno športno plezanje, ne? In je namenjena tudi kot plezališče, kot če bi pač vsak kdo, ki pride, ni važno iz Domžale, skot je. Tukaj je po celi Sloveniji cirka, ne vem, zdaj sem malo v smislu 150 plezališč, tam lahko vsak gre in to je isto, ne? Samo da pač eni poznajo, ne poznajo, pa hodijo ali pa ne hodijo. Pa čeprav tukaj je prednost predvsem, kad do 10 zvečer lahko luč sveta, ne? In lahko tudi predvsem, ne vem, kakšni fotri, ki imajo doma otroke, jih dajo spat, pa lahko sem prijel se malo razmigati, če hočejo, ne? In tudi zdajle po zimi, ne? Zdaj po zimi bo pa smo prišli pa na idejo letos, da bi pa mogoče, ker imamo pač malo ene dva bolj zagnana za ledno plezanje, kaj pa če bi mi naredili tekmo, pa imamo že dolg časa na odseku enega, ki je sodnik, ki sta on in žena sodnik na evropskem nivoju in so se potem odločili, kaj pa če bi naredili tekmo, pa je najprej bil hec, pa ja, pa sej ne bo šlo, pa beseda je dala besedo, pa smo povedali predsedniku društva, pa je on rekel, ja, zakaj pa ne, pa so šli malo na občino vprašali, so on rekli, tudi zakaj pa ne, no pa smo pa rekli, ja, to pa so bi se dali in počas, pa malo sponzorji in so se nabrala sredstva, plus tega, da so teli fanti, ki so Nubs firma, ki so to zvedali, so bili tudi pripravljeni ful pomagati, tako da so še oni s tem, za njih je to reklama, ne? In so, ker so imeli tudi načrt stene, so oni pol te modre plošče tako pripravili, da so oblekli obstoječo steno in tam, ker so zdaj te lukne kavice, ne, tam so drugače vzad lukne za grife, da lahko pošrafaš, zdaj lukne naredi zato, da lahko mi naredimo pa posebne grife dajemo, ne. Ponavadi so lesene ploščice, zdaj smo dobili od enega, ki se ukvarja prav s temi grifi, so kamniti, granitni, da bojo za te zatikali, lahko se da tudi les iz une bele, tamle dve ploha so zato, da bojo mogli noter toč, zato, da jim bo težko, ker če sam zatikajo, jim je lažje, če preveč zabil, bo težko ven dobil in ga bo kle navil in bo prej dol padel. Potem imajo take sode, ki so malo vrteči, zato da za ti se bo zanihu, to spet pomeni, da ful energije pobere moči. Skratka, bolj, ki gre proti višji, bolj morajo utežiti, ne. In tole je bila tudi pa zdaj nadgradnja, je pa tudi ta firma naredila, da smo potegnili še 2-3 metra ven, ker enostavno je premalo. Ti fantje pa punce so enostavno preveč dobri. Je ta višina stene, tudi če ga peleš iz leve proti desni, je enostavno prekratka. In v finalah, vsi niso tekmovalci, da povem. V finalu bo tudi una stena, ki je tamle zdaj na levi, so naši pa mizarji tamle naštimali zato, da bo tam že začel, da bojo dobili na metri. Tako da pač postajajo neka pravila, kaj lahko, kaj ne smejo, tako da če ste blizu doma, pridite jutri pogledati. Pa bo tudi živi let, ne? Boste tudi dali dve sveči živega ledu. Ja, zdaj so naredili so 2 soda, ki so jih dali enemu mesarju zamrzan, one take te velike modre, veste, ki so kot transportne, a ne? In tiste 2 sod bojo obesali, ker če se vstopil, ga bojo pa zamenjali, tako da ja, to še malo zatolč, pa da bo malo tudi atrakcije za folk. Kad on zdaj v dolini pač več toliko ne zamrzne in se je ta ledno. Včasih so bile tekme v lednem plezanju, to pomeni, da je vsako zimo, recimo v Bohinju, tam pod Stalco, če veste, pred zraven jezera, a ne, tam so napeljali vodo, pa je dol malo špricali in so imeli pol tam tekme. Drugače letos, mislim, še vedno tekma v Mladčice zamrzne, zdaj zadnja leta bolj Švoh, no lansko let je bilo v redu, ampak tam je za te ljudi, to je čisto lahko. Čisto mora biti
previsno, mora biti take majhne poličke, za katere zataknejo, pa da se jim vse maje, pa da v to pravo stran lečejo, da sem leči, pa mora se fajn držati, pa to. Skratka, cela znanost. Pa ja, poleg tega, da nas je 10, imamo pa še pol vedno 1-2 člana v paci, da se malo medita, če sta bosta pol bila znani ali pa ne. Ja. Nimamo pa pol nekih posebnih sprejemnih izpitov pa tako naprej, ker je dovolj, da ima pač človek volo, pa da je pač to, da če narediš izpit za alpinista, ker ta izpit za alpinista zdaj je na državnem nivoju že nekaj let na zelo visoke zahteve in postavlja, tako da ljudje padejo izpite, imajo popravne izpite, ali morajo pa še enkrat priti. Tako da ni, da kar vsak mečkan hodiš. Ker tako dostakrat, ko pridejo ljudje v alpinistično šolo, mislijo, ja, ko mečkan bom popoldne, pa to. Sej dejansko gre za druženje, gre za to, da se imamo lušten, da greš v hribe, da se naučiš, bla, 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 to vse res. Ampak pol, ko greš pa delati izpit za alpinista, pol pa tam pa moraš znati. Enostavno ti ne gine, prvič, rabiš ti 3 leta, zakaj 3 leta? Zato, ker rabiš 3 leta, da vse tiste vzpone, ki jih narediš, upravaš, plus tega pa pol vsi, ki so zdaj šli na izpit, Jani je bil tudi med njimi med zadnjimi, a ne nič več toliko. No, 2-8, pozabil. Se morajo kar tako 2-3 meseca malo vzeti, da se to tehniko pred izpitom spilja, da ni. Pa za eno pompo se lahko pneš takole gor in potem po potrebi se spuščaš dol toliko, kolikor rabiš in se pol samo gor potegneš. V eno smer gre, pa se pa obesiš, pa zablokira, in potem ne gre nikamor. Zdaj jaz tole nimam ustrezno pripravljeno, da bom pokazal. Ne zmontiramo, da ne grejo. Čeprav pol, ko stvari zategneš, ponavadi se hitro zgodi, da ta rok gre po svoje in se štrik prereže. Pol je en tak velik kolešček za žičnico, ko se je klop tak gor. Tole so trikotni 5-slovi pasovi za spuščanje, ko ljudje ponavadi pač zadev nimajo, nimajo pasov, in se jih takole zmontira, zelo puntra, tako se jih tle zapne, če so premajhni za otroke tle, drugače pa takole, da res se noter uležejo, in tudi dosti so tukaj tle, da je pol težišče tle dol v spodi, da se za tole človeka obes, pa se ga pol po tistem žičem cilja v dosti posebno. Pol pa te opreme, pa tu je recimo ena taka novejša oprema, ki smo zdaj lanskega pred njim leti kupili, ki deluje kot zavora in kot za spuščanje. Tega je zdaj bolj predmestno. To je še ena vrsta zavora, oziroma zavora in pa za spuščanje to uporabljajo tudi jamarji. Polno različne oponke, te so uvaljene, pa se tako imenovane pasovjetline, so pa se jih uporablja na sedriščih, zato da jim zateva. To so take tako imenovane pol ploščice, so tukaj okleve vkneš, tako kapalno razporejene, zato da na sedrišču lahko daš lepo oponke noter in ko je to vse zategnen, da se lepo vidi, kam gre kakšna vrv, kje je kakšna oponka, ker drugač se hitro pride do zmešnjave, pa še tako lahko pride, da te žalko napade. Pa imamo nekako tekle kolešče. To je za na vrv gor, takole, če je vrv, se je obes, pa se potem lepo pelje. Tukaj se pa tisto, ki sem dal prej to gor, tukaj bi povezal z unim od spodi, in bi potem lepo pelješ. Ti daš dam še več oponk noter in lahko tudi vlečeš v levo, v desno stran, korigiraš in smerjaš z drugimi vrvi. Te so pa navadne oponke, če takole probate, da je teh deset skoro lažje kot teh vseh. Pa še taka manjša pol ploščica, no to se ne dela. Pa več teh kolečkov, drugače pa pol
To je tako zdaj neki groba oprema, ki jo mi imamo, ne. Dejansko mi to, kakor je recimo zdaj, če se primerjamo s GRS, nismo usposobljeni, ker GRS je pač ima le svoje tečaje, pa ima le več teh stvari izvaja, ampak uporabljamo nekaj podobnega, predvsem pa delamo s tisto tehniko alpinistično, ko jo imamo, ne. Kar se tukaj to GRS izvaja. Tako da noter je pač nekaj vevi, kaj dosti drugega ni diši, mogoče drugačna, kaj je bila prej, ne, iz tega je nastali to, oziroma še vmes s nečim drugim so povezani. Tako tole so skupila, to pa to napravo, pa sem naredil to. To več je manj proizvajalci pecov, vse, kar imamo mi, ki so oni kar vodilni v tem, pa saj kaj v Evropi se to največ uporablja. Drugače pa še vsak od članov neko svojo opremo, ki jo ima kar doma, pa nekaj upom, tako da bolj tisto, kar ima, kar samo prinese, da nima zdaj tudi neki pač čelade, pasove in tako naprej. To, evo, to je takole malo, na hitr. Nismo pa več kakšne žice se pa to pripravili, da se tam reagiramo. Tamle, Janja vkrast, kje? On je vodil. Jani, tebe rabijo. Če še sprejemaš nove člane, ko nisi še šolo. Še, ja. Toliko se mi navdušil. Še. Koga resno zanima, ali to kar tako? Ja, ne vem. Vizitke nimam za to. Zdaj se že malo po Šumberku prezal, ne, Jani? Ne, malo smo se šali. Ja, drugač pa je poligon, dejansko nam je občina tudi pomagala narediti poligon, palec ste me spomnili. Tudi v Zuni, naraven poligon, to je pa v bistvu eno staro prizorišče za Šumberkom, ki se plezal že 30-40, pa še Domžalčan bo prvi videl, še 50 let, še kaj več. No, skratka, in tam so bili stari svedri, svedri so take ploščice, ki tam se jih vidi sam, ne če ste bili pozorni, no. Jaz pa nisem posebej pokazal. In smo to preopremali, smo dali te svedre ven, pa nove lepljene noter iz njega večjega jekla, zato da je to zdaj za dalj časa na jek. Skala je tam sicer tam tako, pa jo zdaj mi uporabljamo malo za plezanje s cepini, ampak za tečajnike, za športno plezano ali pa za alpinistično šolo in pa seveda tudi za člane civilne zaščite, ker tam lahko vadimo, je pa zadeva v redu, ker mi ponavadi ne gre za to, da moramo mi nekam zelo zahtevno sprezati, ker pri tehle akcijah je tako, ali če mi ne moramo gor, pride pa gasilc pa nas dvigne, recimo tamle na kvaj že bilo SPV, ampak ne, to se mislimo. Dom upokojencev, recimo, ko se nas predavaja, da nas morajo dvigati na streho, ker bo nek požar in so se gor na vrhu strehe prijeti, smo šli pač se nas gor dvignali, ker mi pač nismo gasilci, nimamo ne opreme, ne usposobljenosti, če bi še bi mogli še nas reševati, tako da nas so pa tisto košaro dvignali, mi smo gor stvari pripravili, pa smo pač po nesrečnici dosti postavili. Tako da mi pač tiste znanje. Enako, kukor pa pač tudi nas uporabljajo pa tudi druge reševalce, mislim, druge športna društva, kot se recimo Januar, to ste pa že imeli. Pa 2 leti nazaj ste imeli glih na Knezovih skalah slovensko-hrvaško-srpski pokal, ne? Ne, lanski pokal, 2 leti. 2 leti nazaj. Gospod Brve meni bil tam. Je bil tudi na tega v Šumberku, je pa tudi ta pokal, ja. Isto, samo da je bilo, ker zdaj ni več Jugoslavije, pa zdaj Jugoslavija samo pri športnem letnem plezanju. Skratka, slovenska, hrvaška pa srpska planinska zveza so se pač dogovorili vsaj v tem delu, kar se tiče lednega plezanja, dry toolinga, da bi sodelovali skupaj in imajo zato, ker enostavno ni toliko interesa pač, da bi lahko organiziral vsaj 4 tekme v Sloveniji, plus tega se pa začne svetovni pokal in tekme v Sloveniji, tekmovali bi šli rajš tja in je zato ta pokal zdaj združen in letos so bile že 3 tekme, ena je bila v Srbiji, 2 sta bile na Hrvaškem, v Lašica, kaj je pa v Zagrebu, no zdaj pa ta tekma je pa dejansko to 2 tekmi v eni, Evropski pokal pa še za ta pokal Srbov, Hrvatov in Slovencev in se bo isto štela, če bo naš prišel Slovenc 10, pa bo najvišji od tujcev, je pač prvi v tem pokalu. Nismo bili sposobni, da bi zdaj pa to 2 organizirali, bo malo preveč sem zdaj za enkrat. No, da pa za zaključek, če še jaz.
Danes, kar ste danes slišali pa videli, mi smo prišli od čiste teorije do prakse, do reševalca, do tistih ljudi, ki rešujejo, brez katerih pač našega sistema ni. Zdaj se tudi videli to, kar je Aleš predstavil, vso njihovo dejavnost, ki jo oni upravljajo seveda prostovoljno, ki pa je tudi uporabna za zaščitno reševanje. Zdaj, mislim, da ali sem prepričan, v Domžalah zelo dobro z njim sodelujemo, kot z drugimi društvi in ta sistem funkcionira. Zdaj, če bomo zdaj kakšno vajo, ko ste prišli, bomo se tudi videli še njih in še drugi, kako to delajo. Jaz bom vas tudi povabil, če so te zapomnili, 26. maja, naslednje leto, bomo v Domžalah regijsko preverili enot prve pomoči iz cele te ljubljanske regije, se bojo zdale te ekipe in bojo tekmovale na tem, ko bi rekel, regijskem prvenstvu. Mi smo soorganizatorji z državo in to bo zelo velik dogodek, boste lahko veliko tega videli. Tam bojo glavno vlogo odigrali naši pripadniki enot prve pomoči, kot organizatorji in seveda kot tekmovalci. Pomagali bojo pa tudi iz drugih društev, pri samopistični podpori tega tekmovanja, tudi tekmonisti ozrava sam še ne vejo. Boste, ne? Ne, zdaj smo zvedali. Ne, se to dobimo uradni poziv, pa obvestilo, pa še poziv, pa tako naprej. Kakšno vprašanje, ali pustimo, da se pripravljajo za prvenstvo? Drugače nekaj med njimi je že mečken moralo splezati pred 2 letoma v neki stenci, tako da ne vem, smo si zapomnili z malo brez tega. A to ste bili v okviru šole? Tako je, predmet, ki se mu reče vojaška praksa, ko vojaki v Slovenski imeli to. Nas jih pripravijo do tega, da grejo malo z tega. Glavno, če boste želeli še kaj videti, veste, ki ne znanjate, lepo, da ste se odzvali. Če boste želeli plezati, lahko prijete poleti plezati, to je isti dom. Na spletni strani se najde moj kontakt. Jutri dobrodošli, v decembru dobrodošli. Ne samo, da razvijamo sistem zaščite reševanja, tudi dogodke za mlade, pa za malo starejše, tako da pri nas rečemo, da december je čaroben in bo, že danes, ko prižgemo luči ob 5. Tako da, če boste Domžale do 17. ure, se sprehodite sem 500 metrov naprej, pa boste kliko naš gospod župan, eno najlepših jelk, eko-jelkic prižgal. Tako da vse se dogaja v Domžalah, no, vabljeni. Če pa glavno kakršnokoli strokovno vprašanje, če vas kaj zanima, se lahko nas obrnete na občino, na CZR, nekoga. Spoštovani gostitelji, predavatelji, res najlepša vam hvala za vse to, za predstavitve, za praktične izkušnje, za darilca, ki je pravno. Se priporočamo za naslednje leto, ker mislim, da to je kar je taka dobra ekskurzija. Najlepša hvala. Če lahko se priporočamo dalje. In se bomo zapomnili za vse te vaše dogodke, pa se kaj oglasili. Pa malo zmede naredimo, ker ti prostovoljci, gostovalci to vse. Naprimer, ja. Evo, najlepše hvala. Se vas pospremljamo. Nismo še kompletni. Je pa ne zdele, no. Zdaj roke naprej.
You don't have it. Really? You don't have it. Nobody gave it. You are at many competitions. So you have to come to Slovenia to get You see? UAA Stuff. official jacket. I will ask Niels. He also doesn't have it. Ja, gospod je v komisiji ocenjevalni ali? Ne, on je iz UIA, Mednarodna planinska organizacija Aha. iz Švice. On je član kaj board, tako to. Upravnega odbora mednarodne Ja, te alpinistične. Niels has gorniške organizacije. Gorniške Ja. organizacije. Gospod pa je iz Švice. Je iz Švice in tudi sedež te organizacije v Švici. Aha, kak mu pa ime? Thomas Kerr. Tomas Ker. Ja, Thomas Yeah, Kerr. he's experienced, because he's from IFSC. A se ima nekje akreditacijo, ampak zdaj mu je noč lesna. So he knows also